V svetu glasbe je le malo tistih, ki so resnično spremenili zgodovino, in Michael Jackson je najbolj znan med njimi. Klicali so ga kralj popa, vendar je bilo življenje za tem nazivom več kot le pesmi, ples in aplavzi. Iz svoje majhne hiše v Garyju, Indijani, se je povzpel in postal eden najbolj znanih umetnikov na svetu. Spremenil je način ustvarjanja glasbe in prav on je razlog, da so glasbeni videospoti začeli postajati kot filmi. Kljub temu je bila njegova smrt zelo kontroverzna in pojavilo se je veliko ugibanj. Nekateri celo pravijo, da Michael ni zares umrl, drugi pa trdijo, da je svojo smrt ponaredil. Je to res? V tem videu bomo podrobno preučili vse o Michaelu Jacksonu. Preden začnemo, ne pozabite všečkati in se naročiti na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Najlepša hvala in zdaj začnimo. Družinske težave in njegov vzpon do slave. V majhni hiši z 2 spalnicama v Garyju v Indijani se je začela zgodba dečka, ki bo spremenil svet glasbe. Rojen kot 8 od 10 otrok je Michael Jackson odraščal v družini polni sanj, a vedno brez pravega udobja. Njihov oče, Joe Jackson, je bil strog in zahteven oče z visokimi standardi. Zanj ni bilo prostora za napake. Včasih, ko nastop njegovih otrok ni bil popoln, je pas udaril po njihovi koži kot opomnik, da morajo vedno dati vse od sebe. V svojih intervjujih je Michael priznal, da se je že kot otrok naučil bati očetovega pasu, strah, ki se mu je globoko zasidral v osebnost. Toda za kaznimi je Joe pri Michaelu opazil tudi izjemen talent. In v vsaki pesmi in plesu svojega sina je videl upanje, da bo družino rešil iz revščine. Catherine, Michaelova mati, je bila nasprotje svojega moža. Bila je nežna, skrbna in tiha opora njihovega doma. Ona je bila prva, ki je verjela, da je mali Michael nekaj posebnega. Čeprav je bila utrujena od dela v Sears, ni dovolila, da bi zamudila priložnost, da izpili talent svojega sina. Toda preden so zares dosegli uspeh, je prišla prva tragedija. Smrt najmlajšega sina Brandona, ki je bil Marlonov dvojček. Bolečina izgube je postala rana, ki jo je družina nosila s seboj, a namesto da bi oslabeli, so se še bolj trudili. Ko je prišlo leto 1965, je Michael postal glavni pevec skupine, ki bo nosila ime The Jackson 5. Pri 5 letih je že kazal svoj edinstven glas in energijo na odru. Na vsakem lokalnem šovu talentov je množica navdušeno kričala, ko je zapel. In ko je zaplesal, je bil otrok, kot da je rojen za žaromete. Leta 1967 so dosegli svoj največji preboj, ko so zmagali na amaterskem večeru v gledališču Apollo v Harlemu. Od tam jih je opazil Motown Records, ena najbolj znanih glasbenih založb istega časa. S pomočjo Diane Ross so podpisali pogodbo leta 1969. Njihov prvi singel I Want You Back je takoj postal uspešnica na radiju in se povzpel na prvo mesto lestvice Billboard Hot 100. Pri 11 letih je bil Michael v središču skupine. Njegov glas, gibi in karizma so takoj dokazali, da je on glavna zvezda skupine The Jackson 5. Sledile so pesmi ABC, The Love You Save in I'll Be There. Pesmi, ki so utrdile ime skupine kot eno najbolj znanih v 70 letih. Toda za nasmehi in kričanjem oboževalcev je Michael počasi začel čutiti utrujenost in željo po svoji lastni poti. Ko je odraščal, se mu je v mislih začela oblikovati želja, da bi nastopal kot solo izvajalec. Ne zaradi same ambicije, ampak zaradi želje, da pokaže, kdo je v resnici kot umetnik. Vse težave njegove mladosti, strah, disciplina in preizkušnje, vse to je postalo gorivo za njegovo odločnost. In iz majhne hiše v Indijani se je začelo potovanje dečka, ki se bo svetu predstavil kot kralj popa. Deček, ki ni le pel, ampak je zavedno spremenil tok glasbe. Od studijskih snemanj do svetovne slave, pri 13 letih je Michael Jackson začel pot, ki bo spremenila celotno glasbeno industrijo. Ni bil več le član skupine The Jackson 5, postal je solo izvajalec, pripravljen ustvariti si lastno ime.
Njegov prvi singel Got to Be There, izdan leta 1971, je pokazal izjemno čustva in vokalno spretnost, ki jo redko slišimo pri otroku. Toda pravi vzpon Michaela je prišel nekaj let. Potem z albumom Off the Wall leta 1979 s pomočjo legendarnega producenta Quincyja Jonesa sta ustvarila zvok, ki ga prej še ni bilo slišati. Kombinacijo popa, soula, funka in diska, ki je eksplodirala po vsem svetu. Pesem Don't Stop Till You Get Enough je bila prva, ki je postala priljubljena energična skladba, ki je Michaelu takoj prinesla njegovo prvo nagrado Grammy. Toda več kot nagrada je ta album pokazal, kdo je Michael v resnici. Umetnik z lastno vizijo, ki se ne boji eksperimentirati. Off the Wall ni bil le uspešen, prodal je več kot 20 milijonov izvodov po vsem svetu. Toda tudi ob tako velikem uspehu še vedno ni bil zadovoljen. V mislih Michaela je verjel, da lahko ustvari še nekaj večjega, mojstrovino, ki bo spremenila zgodovino glasbe. In leta 1982 je izdal album Thriller. Temu ni bilo para. Thriller je postal najbolje prodajan album v zgodovini s približno 66 milijoni prodanih izvodov po vsem svetu. Toda njegov vpliv ni eksplodiral le v glasbi, temveč tudi v vizualnem pripovedovanju zgodb. V glasbenih videih za Billie Jean, Beat It in še posebej za Thriller sam je Michael ustvaril glasbeni video kot umetnost. Video Thriller, ki traja 14 minut in ga je režiral John Landis, je prikazal Michaela kot volkodlaka in zombija. Kinematografska mojstrovina, ki je zavedno spremenila vse. Način, kako gledamo na glasbene videospote, se je popolnoma spremenil zaradi uspeha Thrillerja, ki je ostal na prvem mestu lestvice Billboard 200 kar 37 tednov. Imel je 7 singlov med prvih 10, kar je rekord, ki ga je težko preseči. Na podelitvi nagrad Grammy leta 1984 je Michael prejel 8 nagrad, vključno z albumom leta, kar je bil rekordni trenutek v zgodovini glasbe. Michael ni bil izjemen samo v studiu, ampak tudi na odru. Njegov moonwalk, ki ga je prvič pokazal na Motown 25. obletnici leta 1983, je takoj postal simbol njegove odličnosti. Z vsakim gibom, vsakim zdrsom njegove noge je bilo, kot bi bila prisotna čarovnija. Tudi njegova zmaga turneja skupaj z njegovimi brati leta 1984 je postala ena največjih koncertov desetletja. Polno ljudi, polno energije, polno legende. Na tej točki ni bil več samo pevec ali plesalec. On je postal merilo. Michael Jackson ni samo ustvarjal glasbo. On je sam razlog, zakaj so se zvok, videz in občutek celotne popkulture spremenili. In z vsakim utripom Thrillerja se je začela doba pravega kralja popa. Uspešnice na vrhu lestvic in prelomni dogovori. Medtem ko je kariera Michaela Jacksona še naprej strmo rasla proti vrhu uspeha, je postajalo jasno, da ni bil le izvajalec, temveč tudi pameten poslovnež. Vedel je, kako uporabiti svoj talent ne le za glasbo, ampak tudi za pametne poslovne odločitve. Leta 1985 je naredil potezo, ki je presenetila celotno industrijo. Michael je kupil založniške pravice za pesmi skupine The Beatles za znesek $47,5 milijonov. Premagal je celo ponudbo Paula McCartneyja. S tem dogovorom je postal lastnik nekaterih najbolj cenjenih pesmi v zgodovini glasbe, kot so Yesterday, Let It Be in Hey Jude. Ta zbirka mu je vsako leto prinašala milijone dolarjev, njena vrednost pa je s časom še naprej naraščala. Toda tu se njegovo hitro ukrepanje ni končalo. Leta 1991 je podpisal pogodbo s Sony Music, ki velja za največjo. Takrat je skupna vrednost znašala $65 milijonov. Dogovor je vključeval $5 milijonov predplačila za vsak album in dodatni milijon bonusa vsakič, ko album doseže 5 milijonov prodanih izvodov. V istem obdobju je tudi Michael vstopil v svet sponzorstev. Leta 1983 je podpisal $5 milijonov vredno pogodbo s Pepsi, kar je bil za tisti čas izjemno velik znesek. Dogovor je vključeval serijo reklamnih oglasov in sponzorstvo za zmagovalno turnejo Jacksonovih. Rezultat je bil, da se je tržni delež Pepsija povečal za 8%. To je dokaz, da se vsega, česar se dotakne Michael, spremeni v zlato. In medtem, ko je še naprej postajal legenda, je njegova finančna moč postajala še večja.
Leta 1995 je Michael združil svoje podjetje ATV Music s Sony Music Publishing, kar je privedlo do nastanka Sony ATV Music Publishing. Velikansko podjetje, ki ima v lasti več kot 250.000 pesmi. Med njimi so pesmi Elvisa Presleya, Boba Dylana in celo Taylor Swift. Ob času njegove smrti leta 2009 je bilo ocenjeno, da je njegovo premoženje doseglo $500 milijonov. To ga uvršča med najbogatejše glasbenike na svetu. A vendar, bolj kot denar, je Michael zapustil zapuščino genialnosti in preudarnosti. Dokazal je, da biti kralj popa ni le stvar glasbe. Gre tudi za razmišljanje onkraj običajnega. Medtem ko drugi zaslužijo s petjem, je Michael Jackson zaslužil z lastništvom same glasbe. Vzpon onkraj odra, preizkušnje preobrazbe. Medtem ko se je Michael Jackson vzpenjal na najvišjo raven slave, so začeli prihajati tudi osebni preizkusi, ki so preizkušali njegovo moč in osebnost. Sredi 80-ih let je javnost opazila velike spremembe v njegovem videzu, še posebej v barvi njegove kože. Zaradi tega so se razširile govorice, da naj bi si namerno belil kožo, da bi bil videti bel. A resnica je, da je imel Michael zdravstvene težave. Imel je vitiligo, stanje, ki povzroča izgubo naravne barve kože, in lupus, avtoimunsko bolezen, ki uničuje telesne celice. Da bi izenačil barvo svoje kože pred kamero, je uporabljal ličila in kreme za kožo. Odločitev, ki je kasneje postala predmet neskončnih obsodb. Čeprav so se mu posmehovali in ga kritizirali, se ni ustavil. Leta 1985 je sodeloval z Lionelom Richiem pri pisanju pesmi We Are The World, dobrodelne pesmi, ki je zbrala več kot $63 milijonov za lačne v Afriki. Pesem so peli tudi veliki glasbeniki, kot so Stevie Wonder, Paul Simon in Tina Turner. Zgodovinski trenutek enotnosti v glasbi. Isto leto se je začela tudi turneja Victory skupaj z njegovimi brati, ki je prinesla $75 milijonov. Nov rekord v prodaji vstopnic in obiskanosti, hkrati pa ni prenehal pomagati. Donacije tukaj, pomoč tam. Od United Negro College Fund do Make-A-Wish Foundation, Michael je postal navdih pri uporabi slave za dobro. Toda, ko je še naprej uspeval, so se tudi medijske sodbe stopnjevale. Medtem ko je spreminjal zvok moderne glasbe, so ljudje vedno bolj posvečali pozornost njegovemu nosu, koži in nenavadnemu vedenju. Leta 1927 je izdal album Bad s 5 uspešnicami na prvem mestu in več kot 35 milijonov prodanih izvodov po vsem svetu. Namesto, da bi ga hvalili zaradi njegovega talenta, so se mediji bolj osredotočili na njegov videz. Kljub vsemu temu ni prenehal ustvarjati. Za Michaela je bila glasba njegovo zatočišče, edini način, da pobegne pred hrupom sveta. Medtem ko so mnogi dvomili vanj, je pokazal, da kljub bolečini, govoricam in spletkam, prava zvezda še naprej sije. Cena slave, ustvarjanje umetnosti pod žarometi. Medtem ko so okoli Michaela Jacksona še naprej krožile šepetice, govorice in kontroverze, je ena stvar ostala jasna. Njegova umetnost nikoli ni ugasnila. Čeprav so ga preplavljali naslovi o njegovem obrazu, značaju in osebnem življenju, ni nikoli prenehal ustvarjati. Namesto tega je še bolj premikal meje glasbe, filma in performansa. Leta 1986 je sodeloval z dvema velikanoma filma, Georgeom Lucasom in Francisom Fordom Coppolo, pri edinstvenem projektu z imenom Captain EO. To je bil 17-minutni tridimenzionalni film, ki je združeval glasbo, ples in posebne učinke, ki so bili za tisti čas izjemno napredni. Predvajali so ga v tematskih parkih Disney in čeprav je stal več kot $30 milijonov, kar danes ustreza več kot 70 milijonom, je postal izjemen uspeh. To je dokaz neprimerljivega vpliva Michaela. Potrditev, da lahko združi film, glasbo in tehnologijo v eno samo mojstrovino. Medtem ko je njegovo osebno življenje postajalo središče pogovorov, je bil Michael še naprej zaposlen v studio. Leta 1987, 5 let po Thrillerju, je izdal Bad, album, ki je ponudil drznejši in bolj agresiven zvok. Tukaj je predstavil pesmi Smooth Criminal in Dirty Diana. Obe pesmi obravnavata teme, ki jih pop izvajalci običajno ne raziskujejo: moč, pohlep in spolna politika.
V vsaki pesmi in glasbenem videu je razkrival nov obraz pop kulture. S pomočjo režiserjev, kot je Martin Scorsese, so kratki filmi, ki so spremljali album, postali mini mojstrovine. To niso bili le glasbeni videi, temveč kombinacija filma, gledališča in revolucije v vizualnem pripovedovanju zgodb. Toda več kot pesmi in plesi, resnična zapuščina, ki jo je pustil Michael, je navdih. Njegovi gibi, glas in slog so postali vzor sodobne pop glasbe. Številni umetniki, od hip-hopa do K-popa, so ga videli kot vodilo in navdih. On je bil tudi tisti, ki je izbrisal rasne meje v industriji. S svojim talentom je dokazal, da glasba ni nujno bela ali črna, ampak je univerzalna. Z vsakim gibom svojih nog, z vsako noto svojega glasu, je pokazal, da umetnost lahko združi ves svet. Toda ko je njegova slava rasla, so se utrujenost in pritisk še bolj poglabljali. Mediji mu niso prizanesli. Vsako njegovo gibanje, vsak korak, vsaka beseda je bila analizirana, izkrivljena in spremenjena v novico. A kljub vsemu temu je ostal pokončen. Ne samo kot umetnik, ampak kot simbol predanosti. V umetnosti je oseba, ki še naprej ustvarja, tudi ko ga svet obmetava s težavami. In na vsakem odru, na katerem stoji, vsem opominja. Slavo osebe je mogoče uničiti, vendar pravi umetnik nikoli ne bo dovolil, da ga premagajo žarometi. V obdobju trilerja na vrhuncu 80-ih let je Michael Jackson dosegel vrhunec uspeha. Leta 1987 je izdal enega najbolj pričakovanih albumov v zgodovini glasbe. Bad, naslednik trilerja, je utrdil njegov prestol kot kralja popa. In kot je bilo pričakovano, ni razočaral. Bad je postal svetovni fenomen. 5 pesmi z albuma je hkrati doseglo prvo mesto na lestvici Billboard Hot 100. Vključno s I Just Can't Stop Loving You, Bad in Man in the Mirror. Skupaj je bilo po vsem svetu prodanih več kot 35 milijonov izvodov. In to je še dodatno utrdilo dejstvo, da Michael ni bil le izvajalec, ampak tudi revolucionar v glasbi. Da bi podprl album, je Michael začel svojo prvo solo svetovno turnejo, Bad World Tour. Trajala je 16 mesecev, imel je 123 koncertov v 15 državah. In zaslužila več kot 125 milijonov dolarjev. To je bil največji zaslužek v zgodovini solo izvajalca do takrat. Vsak nastop je bil kot film, koreografiran do popolnosti, poln luči, ognja in čustev. Z vsakim moonwalkom in visokim tonom je Michael pokazal, da mu ni para. Leta 1988 je izdal svojo avtobiografijo Moonwalk, ki jo je napisal sam. Tukaj je javnost prvič videla, kaj se skriva za njegovo masko, kako je začel, težave, ki jih je doživel pod roko svojega očeta. In stroga disciplina, ki ga je potisnila proti uspehu. V prvem letu je bilo prodanih več kot 500,000 izvodov. To je bil jasen dokaz, da svet ni bil lačen le njegove glasbe, ampak tudi zgodbe njegovega življenja. Isto leto je Michael kupil ogromno posestvo v okrožju Santa Barbara v Kaliforniji. Slavno posestvo Neverland Valley Ranch. Imelo je 2700 akrov, imel je zabaviščni park, živalski vrt in lastno kinodvorano. Za Michaela je bil to njegov raj. Kraj, kjer je lahko spet postal otrok, daleč stran od hrupa kamer in naslovnic. Vendar je za druge to postal simbol njegove nenavadne osebnosti in njegovega navdušenja nad skrivnostnim svetom mladosti. Kljub svojemu uspehu ni bil zadovoljen. Leta 1989 je podpisal rekordno pogodbo v vrednosti 65 milijonov dolarjev s Sony Music. To je bila največja pogodba za glasbenega izvajalca v tistem času. Vključevalo je 5 milijonov predplačila za vsak album in 1 milijon bonusa za vsak album, ki preseže 5 milijonov prodanih izvodov. Ob koncu desetletja je bil Michael na vrhu sveta. Spremenil je glasbo, način ustvarjanja glasbenih videospotov in celo sam koncept superzvezdnika. Toda medtem, ko je žaromet postajal vse močnejši, so se sence v njegovem življenju postopoma poglabljale. Izjemen pritisk, utrujenost in nenehno. Sođenje medijev so se postopoma kopičile kot valovi, ki so ga kasneje preplavili. Toda v tem času ni bilo dvoma. Michael Jackson ni bil le izvajalec. On je na novo opredelil pop kulturo in naredil običajnost v svetu glasbe nemogočo. Dvojno življenje, skriti svet kralja popa.
Medtem ko se je Michael Jackson vzpenjal na vrh slave, je njegovo osebno življenje postajalo vse bolj kaotično in skrivnostno. Leta 1994 je novica pretresla ves svet. Michael se je poročil z Liso Marie Presley, hčerko same legende rock'n'rolla Elvisa Presleya. Poroka, ki je presenetila vse. Nekateri so bili veseli, a mnogi so dvomili. Veliko jih je reklo, da je to le marketinška poteza. Medtem so se drugi spraševali, ali je njuna ljubezen resnična, ali pa je to le način, da pevec po vseh kontroverzah spremeni svojo podobo. Toda Michael se ni pustil motiti. Kljub dvomom medijev in javnosti je nadaljeval svojo kariero in pomembne projekte. Leta 1995 je izdal enega svojih najbolj ambicioznih projektov. Album History, Past, Present and Future Book 1. To je bil dvojni album, je združeval oba diska. Njegove klasične uspešnice in nove pesmi. Prvi singel Scream, duet z njegovo sestro Janet Jackson, je bil drzen odgovor medijem. Tukaj je Michael pokazal svojo jezo in obsodbo zaradi nenehnega obsojanja in lažnih novic, ki so bile usmerjene proti njemu. In to še ni vse. Glasbeni videi iz tega albuma, kot sta Scream in Earth Song, so zaradi obsežne produkcije imenovani minifilmi. Earth Song je močna pesem. Govori o uničevanju narave in zlorabi živali, pesem je dosegla prvo mesto v številnih državah in izpostavila teme, jih glasbena industrija pogosto zanemarja. Toda za vsemi nagradami je Michaelov svet začel razpadati. Po 2 letih skupnega življenja sta se z Liso Marie Presley leta 1996 razšla. Pojavila so se šepetanja o nesoglasjih in neuresničenih načrtih glede družine. Isto leto se je ponovno poročil z medicinsko sestro po imenu Debbie Rowe, ki jo je spoznal pri dermatologu, ki ga je zdravil. Skupaj sta imela 2 otroka, princa in Paris Jackson. Vendar sta se po 3 letih razšla leta 1999. Medtem ko je še naprej bil oče, nastopajoči in filantrop, je njegova fizična podoba postajala vse večja uganka. Michael je skozi leta hujšal, njegova koža je postajala svetlejša in oblika obraza se je spreminjala. Zaradi tega je postal priljubljena tema tabloidov, ki so širili govorice o operacijah, zdravilih in celo o njegovem duševnem zdravju. Veliko ljudi je reklo, da naj bi se odpovedoval svoji temnopolti identiteti. Medtem pa so drugi trdili, da je to posledica njegove bolezni, vitiliga in negotovosti iz otroštva. Karkoli je resnica, javnost je močno čutila, da ima pritisk, ki ga prinaša to, da je kralj popa svojo ceno. In to je postopno izginjanje njegove zasebnosti, kljub vsem nevihtam Michael ustvarjanja ni mogel ustaviti. Leta 1997 je izdal album Blood on the Dance Floor, History in the Mix, remix album poln elektronskih in plesnih vplivov. Naslovna pesem tega albuma je odmevala po vsem svetu. To je dokazalo, da lahko tudi sredi kontroverznosti še vedno ustvarja glasbo, ki prevladuje. Ko se je bližal konec 20. stoletja, je ostal eden najbolj prepoznavnih ljudi na planetu, ljubljen strani milijonov, a vedno pod drobnogledom medijev. Bil je legenda, razpet med 2 svetovoma. Pop zvezdnik, ki ga vsi vidijo, in zasebna duša, ki si že dolgo želi pobegniti iz žarometov. Cena slave, boj za pravico. Na vrhuncu priljubljenosti Michaela Jacksona v njegovo življenje niso prišle le zmage. Zraven so prišla tudi največja preizkušnja, s katerimi se lahko sooči umetnik. Medtem ko je dosegal vrh uspeha, so se postopoma množili primeri, kontroverze in spletke, ki so preizkušale njegovo ime in osebnost. Leta 1993 je 33-letni deček Jordan Chandler obtožil Michaela zlorabe. Novica, ki ni pretresla le Amerike, ampak ves svet. Hitro se je razširila po časopisih, televiziji in radiju ter postala ena največjih škandalov v zgodovini glasbe. Michael je vztrajal, da je nedolžen, vendar je, da bi se izognil dolgemu sojenju in večji škodi za svojo kariero, pristal na poravnavo zunaj sodišča. 22 milijonov dolarjev je bilo izplačanih družini Chandler. Za nekatere je to pomenilo znak krivde, vendar je bilo za druge to le način, da se izogne še večjim težavam. Tukaj se je začela podoba kralja popa v očeh nekaterih rušiti. Nekdanji popolni glasbeni idol je zdaj pod drobnogledom tabloidov in tarča oportunistov.
Čeprav je še naprej daroval otrokom in pomoči potrebnim prek fundacije Heal the World, to ni bilo dovolj, da bi utišal govorice in obtožbe proti njemu. Ko se je začelo novo tisočletje, se je njegov položaj še dodatno zaostril. Njegovi dolgovi so narasli zaradi razkošnega življenjskega sloga in dragih stroškov vzdrževanja posestva Neverland. Povečalo se je tudi število tožb proti njemu, med njimi tudi tožbe nekdanjih poslovnih partnerjev. A kljub temu ni prenehal pomagati. Milijone dolarjev je podaril bolnišnicam, sirotišnicam in dobrodelnim projektom po vsem svetu. Leta 2005 je bila njegova osebnost ponovno preizkušena. Vpleten je bil v še en primer povezan z zlorabo. Toda tokrat je šel skozi celoten sodni postopek. Po dolgem sodnem boju je bil oproščen vseh obtožb. Toda čeprav je zmagal na sodišču, je rana na njegovem ugledu ostala. Ljudje, ki so ga nekoč občudovali, so bili razdeljeni. Nekateri so mu še vedno verjeli, drugi pa so ga popolnoma zapustili. Toda kljub vsemu temu se še naprej bori. Ne samo za svoje ime, ampak tudi za resnico in umetnost, ki jo je ljubil. V svetu, polnem slave, denarja in moči, je Michael Jackson postal živi opomnik, da ima uspeh svojo ceno. In v njegovem primeru je bila cena slave prav tišina njegovega življenja. Po njegovi smrti se je razširila nenavadna govorica. Govorilo se je, da naj bi Michael Jackson skrivaj prestopil islam, preden je umrl. Govorice so se začele zaradi domnevnih znakov in zgodb v tabloidih. Domnevno so obstajale njegove slike, kjer nosi tradicionalna muslimanska oblačila, poročila, da naj bi študiral islamske nauke, in govorice, da naj bi si celo spremenil ime v Mihail. Medtem ko so se novice širile, je bilo tudi vedno več ugibanj. Nekateri so celo trdili, da so ga videli v družbi znanih muslimanov, kot je Cat Stevens, ki je zdaj znan kot Yusuf Islam. In naj bi to vplivalo nanj. Drugi pa so rekli, da so ga zaznamovali časi, polni preizkušenj, in naj bi si želel začeti novo življenje v drugi veri. Toda je to hitro zanikala njegova lastna družina. Po besedah Jermaina Jacksona, ki je sam prestopil islam leta 1989, Michael nikoli ni izrekel šahade, izpoved vere, ki potrjuje, da si musliman. Tudi drugi člani družine so povedali, da je imel Michael velik spoštovanje do različnih religij. Ostal je kristjan do svojega zadnjega dne. Kljub temu pa govorice niso ponehale. Leta 2010 je v enem intervjuju nastopil nekdanji varnostnik Michaela, Matt Fides, in povedal je, da se je pevec res preobrnil leta 2008. Vendar pa je veliko ljudi dvomilo v verodostojnost Fidesa. Še posebej, ko je začel objavljati druge zgodbe, ki so se zdele pretirane in brez trdnih dokazov. Tako kot pri mnogih delih življenja Michaela Jacksona je resnica ostala skrivnost. Nekateri verjamejo, da je simbol. To neskončno iskanje ljudi po skrivnosti za njegovo podobo. Ideja, da je tudi v smrti še vedno skrivnost. Drugi pa verjamejo, da je to le dokaz, da je Michael oseba z globoko vero in spoštovanjem do vseh religij. Vendar nikoli ni zanikal svojega izvora. Do danes ostaja vprašanje odprto. Je to izmišljotina medijev ali skrivnost, ki je ostala skrita vse do njegovega pogreba? Eno je zagotovo. Tako kot njegova glasba, tudi njegov duh še naprej vzbuja razprave, pogovore in občudovanje po vsem svetu.